Produkcija medijske vile. Dnevni tednik. Prve in zadnje vesti. Z vami vsak dan v sredo ob pravi uri. Danes. Fenomen kdo komu ni dal roke. Kriminalna veriga. Prvi slovenski tehnopohod na Triglav. Miro Cerar spet doma pozabil domačo nalogo. In obeti. Jo. Pa smo spet nazaj skupaj z vami. Moje ime je Jernejka Luža. Mlakar. Na moji levi pa... Simon Zvene. Čau. Kot ste lahko zasledili v današnjih vročih in toplih njam sveže tiskanih medijih, je policija končno stopila na prste verigi kriminala, ki se plete predvsem v medijih. Po tednih hišnih in osebnih preiskav in navkljub slabemu vremenu se je slovenska policija odločila, da bo obelodanila prav vse podatke o verigi, ki sega v najvišje vrhove slovenskih varnostnih in drugih organov. Sledeči prispevek bo razkril vse. Znanost in tehnika. As you can imagine, technique is everything. Ljubljanski župan Zoki se v zadnjih mesecih skriva medijem, kar je povzročilo namigovanja, da so priprave na novo volilno kampanjo že v teku. Vseeno je na naše uredništvo Anonimnež včeraj poslal posnetek župana, ko ta igra Monopoly z nekaj poslovno oblečenimi prijatelji in z nedefiniranimi belimi črtami na mizi. Izkazalo se je, da je Monopoly v resnici Ljubljanopoly, zato se že pojavljajo predvidevanja, kakšni so hotelski načrti za prihodnost Ljubljane. Zanimivo se na posnetku tudi vidi, da so igralne figurice v obliki copat, saj naj bi župan v videu rekel, da ga za prebivalce itak boli. No, zaradi kontroverznosti nadaljevanja ne bomo predvajali. Čakali smo na komentar župana, a so vrata ostala zaprta. Poklicali smo ga tudi po telefonu, a se nam ponovno ni javil. Zatorej, gospod župan, če vas res boli za prebivalce, potem Ljubljančane zaenkrat boli le srce. Toliko. No, pa smo zvedeli vse. Kaj šele bomo v prihodnosti? Če bodo žemljice vroče in kifeljci trdi, milica in marica pa zadovoljeni, pa ne odloča samo zakon in policija, pač pa tudi bolj naravni dejavniki. Kaj je bolj naravno? Naravnost ali narava? Spor, ki je prerasel meje države in ki pretresa celo jezikovno zelo drugačno Madžarsko, že buri duhove. Ali je lahko naravno tudi naravnost in umetnost in koliko ima tehnično težaven vzpon veze s samim tehnom? Več v prispevku. Politika. Triglav, srce Slovenije in mednarodni simbol Svete Trojice in starih poganskih izročil. 2816 metrov visoka gora v srču istoimenskega parka že tradicionalno gosti različne pohode zelo različnih skupin, od policajev do žensk in Japonk. Letos so se za pohod odločili malce bolj nekonvencionalni obiskovalci, ki jih sicer najdemo v urbanih diskotekah, znani pa so po pisanosti in divji zabavi. Govorimo o tehnokulturi, ki je svoja semena na Slovenskem zasejala v 90-ih letih prejšnjega stoletja, letos pa se, kot kaže, mislijo popeljati še višje. Na pot se jih bo odpravilo prek 280 tehno in rave navdušencev s 15 DJ-ji, ki bodo celoten pohod popestrili z glasno ritmično glasbo. Planinska zveza je v zvezi s pohodom že izdala opozorila za obnašanje v gorah.
Glasni zvočniki lahko povzročijo plazove, posebej pa opozarjajo, da naj se rejverji ne zadržujejo v visokogorskih jamah in se poskušajo rehidrirati pod stalaktiti. Kot primer nepravilnega obnašanja predlagajo ogled smrti Boruta Veselka v filmu Morana. Za Dnevni tednik Ana M. Pozdravljeni nazaj v oddaji Dnevni tednik. Od višine se zvrti je znana slovenska pop-folk krilatica, ki bi morda veljala tudi v pravkar videnem primeru. Smeh. Mi pa se selimo nazaj iz Podalpja v širni svet mladosti In starosti. Strokovnjaki opozarjajo, da je starost največji dejavnik tveganja za smrt. Zato vlada namerava obdavčiti staranje. Poleg tega bo staranje tudi prepovedano oglaševati. Strokovnjaki predvidevajo, da bodo ti ukrepi zmanjšali število starostnikov za vsaj 15%. Staranje pa naj bi se bistveno upočasnilo. Ukrepi so namenjeni tudi ozaveščanju mladih o nevarnostih staranja. Kar 2/5 mladih se namreč še vedno postara, medtem ko se danes večina mladih zaveda te nevarnosti in zato nikoli ne odraste. Predlagatelji iz Društva za moralno infantilnost opozarjajo, da cilj kljub uspehom še nikakor ni dosežen in da ne bodo mirovali, dokler še zadnji mladostnik nikoli ne bo odrasel. Stari dobri rek, roka roko umije, dobi v tem kontekstu popolnoma nov pomen. Kakšno paberkovanje iz dlani usode pa čaka na vas, drago poslušalstvo? Pa izveste v obetih. To je bilo za danes vse. Se vidimo v naslednji vojni. Orožje z Bogom. Zdaj pa obeti. Šokantno. Mladoletni otroci v predmestju Kranja posilili nič hudega sluteče odrasle. Papeža Frančiška je po nesreči povozil šofer Papa Mobila. V Iranu našli uran. Medvedje bodo imeli zabavo v Rogu, Kočevskem. Borut Pahor razpisal nagrado za izbris leta. Razpisni pogoji so objavljeni na spletni strani kabineta predsednika, v prvi vrsti pa računa na birokrate, oborožene formacije, policijo, vojsko in lovce, patriote, demokrate in domoljube. Kje so Strojanovi? Sponzor oddaje je Janez, ne Činčao ali Juan in noben drug čefur. Produkcija medijske vile. Dnevni tednik. Z vami vsak dan v sredo ob pravi uri. Radio Televizija Študent.